Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Danes bomo prisluhnili reportaži izpred enega izmed mariborskih stanovanjskih blokov. Vemo, ko zapade sneg, ko je tukaj zima, največji problem predstavlja čiščenje. No, javne površine seveda očistijo podjetja, ki imajo za to koncesijo. Pri stanovanjskih blokih pa je seveda potrebno drugače. Tam pač se morajo stanovalci znajti sami, kot se vedo in znajo. No, naj povem, da je reportaža nastaja v soboto dopoldne. Zdaj sneg še naletava in preverili bomo, kako so torej pripravljeni v tem stanovanjskem bloku, v katerem hišnika pač slučajno osebno poznam. Ja, dober dan, Petrovič Hišnik, Tabor, S23. Ja, torej vidim, da ste že dobro pripravljeni, tu so lopate že naložene, vidim 2, 4, 10 lopat oziroma 200 ti posebni za let, ne? Ja, točno, lepo ste prešteli, te dve za let sta najbolj pomembni, to vi morate se zavedati, ker z plastično lopato ne moreš vsega tega dol dobiti, kot prvo, kot drugo, se pa pol tota, ko je oblečeno s plehom, tota plastika se uniči, pol pa se plastika zlama, pol pa ne vsi vemo, koliko stanejo lopate, pa treba zopet nažbirati, tako da to je izredno pomembno, ne? Tako da ja, lepo ste videli, 10 lopat pa 2 ta ledolomilca. In solidarnost je na vrhuncu, vidim. Solidarnost je na vrhuncu, zdaj 7 nas je, zdaj še jaz za ostale lopate, grem jaz kar pozvoniti tu na... Ja, kje boš pozvonil Petrovič? Zdaj tikala se bomo. Seveda, ne? Čuj Milan, zdaj grem tu na domofon, bom kar pozvonil pri Benko, prva zgorak. Počakaj Petrovič, bom jaz skočil najprej do Benkovih v stanovanje. Marija, odpri, nekdo ti zvoni, kaj si gluha? Ja, čakaj, če imam mokro glavo! Stisni domofon, se daj suhe glave za to. Ja, Benko! Dober dan, gospa Marija, Petrovič Hišnik tu, čujte, dajte Silvo ta moža dol poslat, ker pucamo tu, mislim, sneg kidamo. Ja, seveda, takoj! Silvek, Hišnik Petrovič je bil pucat, idi! Kaj? Ja, sneg ide kidat! Ma ne grem kidat nikam, kaj si mu rekla? Ja, da prideš, če pa vsi grejo! Zakaj si mu rekla, da pridem? Zakaj si mu rekla, da pridem? Če pa vsi kidajo! Ne kidajo vsi, vedno nas istih 10 kida, ne grem letos, da me križ pol 3 dni ne grem nikam. Nikam ne grem. Reči, da... Kaj si mu rekla? Ja, da prideš! Znajdi se, ne grem nikamor, imamo najmanjši avto. Naj me jaz puco za 4 ure tu. Pa tak še sneži, kam zdaj puco še? Ja, pa veš, koliko je snega napadlo, Silvek, moramo pomagati! Pa kaj je napadlo, čez 3 dni bo 15-20 stopinj, ne se zabavaj. Res? Pa 10 bo, no tak se bo stopilo. Ne vem zahodo, ker me križ zabava, sama veš. Pa kaj si mu rekla, da prijem reči, da ne morem? Petrovič, kaj ste tam še? Ja, čakamo Silvota. Ne more! Ja, kak ne more, čiščenje obvezno. Ja, dobro, bom povedala. Silvek, obvezno je! Kdo je obvezen? Pa kaj si mu rekla, reči, da sem bolan? Petrovič, kaj ste tam še? Bolan je! Ja, kaj pa mu je? Nahod ma! Pa rečite mu, tu imamo šrob zoli, 2-3 bo rukno, pa je zdrav takoj. Ja, dobro! Silvek, Petrovič je rekel 2-3 šnopseka v šrukno, pa ti več ne bo nič! Pa dobro, se ni znahom, sta ti materna glupa, čuješ? Ni znak, pa kaj si mu rekla? Da prideš! Ne morem, ker sem zlaman sem, reče, sem poškodovan. Budalo, ne grem nikam, ne grem iti pucat, ne grem dol pucat, letos, ne grem. Hala, Petrovič, kaj ste tam? Ja, kaj zdaj Silvotom? Zlaman je, ne more! Ja, kaj je zlaman? Križ ima zlomljen! Pa kaj govoriš, budalo, kaki križ? Se križa ne moreš imeti zlamanega. Ja, mislim, ne, vrat ima zlomljen! Spusti gum, pa kaj si blesava? Si blesava, tele. Čujte, gospa Marija, kaj v gipsu je? Ja, celi, ko mumija! In kak pa na WC gre? Ja, ni luleka, ima von napelanega! Ubil te bom, ko prijem nazaj gor. Kaj se oblačiš? Ja, dol grem, ker si me tak potlačila v drek. Kaj si bom rekla, sem doma? Petrovič, kaj ste tam še? Ja, dobro, zdaj če noče, pač noče. Ne se pride! Boljše mu je, taki mehki gips ma! Marš, budalo! Tako torej, dragi dame in gospodje, kot vidite, zadeve se ne spreminjajo z leta v leto, nevažno pa je, da se nihče ne poškoduje pri celi stvari. Do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.